Nadaljujemo še eno bolj ali manj turistično, pa tudi za prebivalce mesta pomembno temo. Kamnik je namreč mesto, ki zadnje čase dobiva precej novih gradenj, ampak je tudi mesto s tradicijo, a žal staro mestno jedro Kamnika občini nikakor ni v ponos. Kako nameravate oživiti ali pa vsaj poživiti staro mestno jedro? Tokrat začenja gospod Potočnik. Potočka, mi smo včasih zelo veliko veselami na Šutni, zelo prijetno je bilo na Šutni. Kako pa jaz to rečem, kako sem enostavno, jaz sem pogovarjal s stanovalci, ker jaz vem, da se da pogovarjati s stanovalci, ker se že pogovarjam s stanovalci. Komunikacija, to je res vse. Treba z ljudmi se pogovarjati, ki imajo tam lokalčke, ki imajo mehne cvetečarne ali bodi si baren. In se treba tudi pogovarjati z ljudmi, ki stanujejo tam, ki so lastniki teh hiš. Jaz pravim, vse je možno, samo pogovarjamo se, ja? Zakaj bi staro mestno jedro, ki je v vsakem velikem ali v starem mestu, živi povsod, pa če živi do 10, 11, more živeti, ja? Kako pa to zrihto, pa tako zrihto, da bo vse prav, če se enostavno povedano. Samo se more pa nekaj, ljudje se morajo pogovarjati z ljudmi. Jaz sem se pogovarjal. Najlepša hvala, gospod Vernik. Ja, hvala. Glede, mi moramo ljudi pripeljati v ta biser Kamnika, v Šutno. Ljudi pa bomo pripeljali tako, da jim bomo ponudili nekaj znamenitosti. Med njimi je Majstrova hiša, ni v ponos Kamniku, čeprav ima lepo tablo, to je pa tudi vse. Treba je pokazati še notranjost, Majstrovo delo in tako naprej. Druga stvar je zelo zanimiva, je tudi Mali grad, ki ga je treba revitalizirati in ga ta biser kamniški dati ljudem na razpolago, da si ga bodo gledati z vodičem, posamezno, brez vodiča in tako dalje. In seveda, ko bomo pripeljali ljudi v to ulico, se bo že sama po sebi ponudila zahteva po večjih lokalih, takšnih in drugačnih. In mislim, da s popestritvijo, s kulturnim programom in tako dalje, da bi lahko Šutno živela. Hvala lepa, gospod Šarec, vaše mnenje o starem mestnem jedru. Ja, že kot ime pove, oživljanje mestnega jedra pomeni, da mora biti nekaj živega. Se pravi ljudje pa ne tisti samo, ki tam živijo, ampak tisti, ki bodo tja prišli. Recimo ena ideja je padla nekomu ta teden, da bi mestna godba, recimo enkrat na mesec ali pa na 14 dni se postavila tam in imela nek mini koncert, recimo. Da bi morda že to privabilo nekaj ljudi, tako kot so bili včasih te paviljoni ob nedeljah in so se ljudje sprehajali in tako naprej. To je ena. Potem recimo smo spet pri turizmu, kot je rekel Rudi, pripeljati ljudi. Po Ljubljani je ogromno tujih turistov. Zakaj teh turistov, ki hodijo po Ljubljani, ne pripeljemo še sem? In jim pokažemo znamenitosti mesta. Predvsem se morajo pa ljudje, ki tam živijo, zavedati, da če živijo v starem mestnem jedru, je to turistična znamenitost in kulturna znamenitost in da morajo mogoče tudi spustiti kakšno življenje, seveda pa ne z odpiranjem prometa, to pa nikako. Dobro, gospod Vizek-Mlaka. Spet gre za problem, ki ga to občinsko vodstvo želi, da ni uspelo rešiti, pomeni, da je trdovraten problem. Menim, da je potrebno združevati kulturno, zgodovinsko in tudi turistično ponudbo, da je potrebno naseliti, zapolniti Šutno z umetniki, z obrtniki, z vsem tistim, kar bo privabilo turiste z domačo obrtjo. S tem seveda, da je potrebno ponuditi subvencionirane oziroma brezplačne najemnine v Šutni. Poleg tega bomo naredili maketo Kamnika, ki bo vsebovala vse turistične znamenitosti Kamnika, tudi kulturne znamenitosti Kamnika, tako da bodo lahko tudi tisti, ki so prikrajšani za vid, lahko odtipali vse te stavbe oziroma znamenitosti. Uvedli bomo zvočno vodene oglede, pomeni, da bodo s slušalkami ljudje se lahko sami napotili čez Kamnik in spremljali te znamenitosti. Žal premalo za vse ideje. Najlepša hvala, gospod Grubovič, kako pa vi rešite? Ja, lepo zdrav.
včasih se mi res zdi, da nismo vsi iz istega mesta oziroma iz iste občine. Ne? Šutne, če greste v soboto, dopoldne na tržnico, pa potem na kavo na glavni trg je polna. Šutne ima polno prireditev več kot leta 2006, več kot leta 2007 in vedno več jih je. Zakaj? Zato, ker so se vklopili v to, se pravi, uživitev Šutne in pa starega mestnega jedra, tudi mladi arhitekti, stari arhitekti, lastniki. Seveda pa še ni dovolj narejeno, ampak nastavki pa so. In potrebna je prometna prenova, potrebna je programska posebinska prenova in potrebna je tudi materialna, se pravi, urbana oprema, tlaki. In to bude postati Kamniška promenada. In počasi postaja. Vete, ko se sprehodite čez Šutno, vidite ljudi, vidite mlade mamice, ki se vozijo z vozički. Mislim, lejte, ni to vse slabo, da je vse problem. Problem je pač v naših glavah, rešitve pa so. Gospod Črni. Torej, prvič, Šutno ali pa mestno jedro se ne uživlja s prometom. Poglejte Ljubljano, mislim, da je Čopova ulica zaprta in zelo krasno živi. Za vsi, ki potujemo okrog, se najbolj strinjate, da gremo radi pogledati žive in pa polne ulice. Zdaj vprašanje je, kako to Šutno napolni. Ena izmed stvari, o katerih ste vsi govorili, je prireditve. Ampak najbrž se vsi strinjate, da 365 dni enostavno ni mogoče prireditve. In zdaj, kaj pa drugega narediti? Ne? Najprej je potrebno domače ljudi, naše lastne ljudi pripeljati, da bodo vsakodnevno hodili v Šutno. Kako bodo hodili? Je tako, da jim bo ta stvar zanimiva. Šutna mora biti ena pohodna destinacija, zlasti za te, bom rekel, mlade družine, mlade mame, da ne bojo hodili v Mercator na kavo, ampak bojo hodili na Šutno na kavo. To pa lahko naredimo tako, da bomo v Šutni naredili eno takšno stvar, ki bo zanimiva za otroke. Jaz predlagam en takšen tematski park na zgodovino Kamnika. Hvala lepa. Še gospod Smole, vaše mnenje? Ja, jaz bom takole rekel iz tega vprašanja, kar odstopim, ker v bistvu so že vse povedali, so pa nekateri že dosti zraven, tako da bi lahko tudi to naredili. Hvala. Konkretno? Ne boste konkretno? Ne. Dobro, čas za replike? Morda kakšna replika? Ne? Gospod Čarec? Ja, jaz nisem rekel, da je Šutna mrtva. Jaz sam govorim, da težim k boljšemu, ne? To je tako gledališka predstava, lahko je dobra, ampak je vsakič boljša. Gospod Grubovič? Vse leke, na tej temi ne bi postavil svojega volilnega štata na glavni trg, če ne bi Šutna živela, pa bilo dovolj ljudi pa Kamničanov, ne? Ker potem nima nobenega smisla. In jaz se strinjam z Matejem, treba je dati neko vsebino, treba je dati tematska igrala, pa so te stvari. In še nekaj, ne? Nekatere stvari, tudi če imaš ideje, so včasih ne dajo resničiti zato, ker nekateri drugi so ali so močnejši, ali pa jih je več po nekih stvarih in so prioritete drugačne. In zato pa so volitve vsake 4 leta, da se mogoče te prioritete zamenjajo, ne? In jaz imam druge prioritete. Hvala. Gospod Potočnik, potem pa gospod Tonik. A veste, mi vsi govorimo o živeti, o mehkih otrocih, ki hodijo čez Šutno, pa so od tega Šutna ne more živeti. Veste? Če ste kdaj že bili v kakšnem starem mestu, ki imajo isto staro mesto, ki je zaprto, tako kot naše, je vsaj sem pa tja kakšna trgovinca, je vsaj sem pa tja kakšen barček, je sem pa tja kakšno igralo, je mehko igrišče za otroke. Za otroke ja, ampak ne morate samo da z otrokom poživeti s mamica, imamo tisti par otrok na leto v Kamniku, s tem ne moramo poživeti Šutne, ker nima interesa se tam štancirati, da je se veliki gubljajo. Hvala lepa. Gospod Tonik? Ja, res, volilni štab je naredil nekaj konkretnih izkušenj, seveda, kadar so prireditve, tako kot je bil na primer dnevi narodnih nož, ali bom rekel Kamfest ali srednjeveški dnevi je veliko ljudi, ampak izkušnje pa kažejo, da v popoldanskem času pa kar naenkrat te ulice zelo umrtvijo. Zato sem najbrž oba dva strinjala, da je najprej potrebno na to ulico pripeljati naše domače ljudi. Ker največji zmota je, da mi kar sanjamo o tem, kako bojo od nekje drugje prišli tuji turisti in zapolnili našo ulico. Ne bodo, ker če naša ulica ne bo živela, ne bo zanimiva za turiste. Hvala, gospod Tonik. Gospa Bizjak Mlakar se je še prijavila za repliko. Sama sem dolgo časa živela na Šutni, takrat je bila to Hidričeva 40, nad Pehom, na Sveti Majstrovi hiše in tedaj je bila Šutna res živahna. Sedaj imamo pisarno tam na Šutni in včasih sem kar žalostna, zaradi tega, ker ni pravega življenja, ampak to bomo spremenili. Posebno pa sem še žalostna zaradi tega, ker
dejansko vrtički, zadaj, za temi hišami so čudoviti vrtovi, ki so popolnoma neizkoriščeni. Polno prijaznih potičkov bi lahko bilo na tem delu. Hvala lepa, še kakšna replika? Gospod Smoler, repliko pa imate. Ja, zdaj se pa moramo mešati. Namreč, imeli smo tudi koncev, da imamo poslance v državnem zboru. Ne? In mislim, da ljudje, ki med drugim spada v to šutno obnovitev streh, fasad in tako dalje. Poslanci bi mogli pomagati dobiti sredstva, da ljudem pomagajo obnoviti hiše. Ker tudi izgled samih hiše pomembno, ne samo prireditve. Še gospod Lešnik? Ne? Ne boste imeli replike, dobro. Potem pa nadaljujemo z naslednjim.